Gajser in Jan Pancar sta na dirkah svetovnega prvenstva v motokrosu vozila v Španiji in na Sardiniji. Na domačem terenu na progi pri Lipe so se za točke evropskega prvenstva v motokrosu merili tudi številni slovenski vozniki. V Krškem je bila na sporedu uvodna dirka odprtega državnega prvenstva v Speedwayu na 250 kubičnih motorjih za mlade voznike od 12 do 16 let. Slovenska članska reprezentanca je tekmovala na ekipnem evropskem prvenstvu v Speedwayu v Pardubicah na Češkem. Na progi v Vrtojbi so se prvič letos za točke državnega prvenstva borili v mini cestno hitrostnem motociklizmu. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Tim Gajser je uspešno opravil z drugo in tretjo dirko sezone svetovnega prvenstva v motokrosu v razredu MXGP, saj je tako v Španiji kot tudi na Sardiniji pristal na zmagovalnem odru. Obakrat na drugem mestu. Na umetno narejeni progi v predmestju Madrida je v obeh vožnjah zaostal le za domačim adutom Jorgejem Pradom. Španec je v začetku sezone očitno v izvrstni formi. Ustreza pa mu tudi dejstvo, da so bile prve 3 dirke na mehki podlagi, na kateri Gajser kljub vsemu ni tako suveren. Prado je bil tudi na Sardiniji nepremagljiv, a Gajser mu je vozil za petami ter mu pošteno dihal za vrat. Dejstvo je, da so Pradu v veliko pomoč tudi eksplozivni štarti, pri katerih ima nekaj prednosti tudi zato, ker je peresno lahek in se zato z motorjem lažje izstreli pred tekmece. Gajser po 3 tekmah za vodilnim Pradom v skupnem seštevku zaostaja 17 točk, vendar že na naslednji dirki, ki bo v njemu ljubi Pietra Murati, se lahko prednost Španca pošteno stopi. Jan Pancar je špansko preizkušnjo opravil dobro in si je privozil nove točke svetovnega prvenstva, kar potrjuje, da je ne glede na sredstva in mikrovelikost lastnega moštva v primerjavi s tekmeci na dobri poti. S Sardinije se je domov vrnil malce manj zadovoljen, saj je ostal brez točk, vendar je potrebno vedeti, da zaradi manjše poškodbe ni bil 100-odstoten. Seštevek 21 točk svetovnega prvenstva ter skupno 19. mesto bi lahko na progi Ciclamino v Trentinu, ki jo pozna do obisti, spet popravil. Proga pri Lipe je bila prizorišče uvodne od skupno 3 preizkušenj evropskega prvenstva v motokrosu za voznike z motorji s prostornino do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Organizacija dirke je bila v rokah prizadevnih članov AMD Brežice, ki jih vročina ni presenetila. Pač je treba se to prej pripraviti. In tudi mi smo sledili temu in progo smo pripravili že pred, temu lahko rečemo, pred 14 dnevi, zdaj smo sam še nekaj zadeve finiširali. In pa seveda se je izkazalo, da smo dokaj dobro zastavili plan namakanja. Steza je bila dobro pripravljena in mladi vozniki so po njej vozili z velikim veseljem. Proga se mi je zdela kar v redu, zelo je bila uničena. To se vidi, ker je veliko voznikov na progi. Proga je bila odlično pripravljena, res so se potrudili, pa ful lepo je bilo, vroče. Proga je bila na enih delih zelo drseča in težka, tehnična, na enih delih pa je bila zabavna, naprimer skoki. Basically all the things were great. Of course, every time you can improve a little bit. But mainly everything went great and I'm really pleased and I really like the Slovenian hospitality here also. V močnejšem razredu motorjev s prostornino do 85 kubičnih centimetrov so izpeljali kvalifikacije, saj je bilo prijavljenih 51 voznikov. Na štartni rampi pa je le 40 mest.
Z licencami AMZS so se na nedeljski dirki za točke prebili Aleks Novak, Tjaž Jelovšek, Timotej Žafran in Taj Vidovič. Amadej Špacapan, Teo Šukljan, Luka Jurič in Anej Selko pa se niso uspeli prebiti skozi kvalifikacijsko sito. V obeh vožnjah je bil najboljši Italijan Andrea Uccellini. Na drugem mestu je na odru za zmagovalce pristal Avstrijec Ricardo Bauer, na tretjem pa Francoz Slenny Goyer. Najboljši Slovenec je bil Novak na skupno 21. mestu. V drugi vožnji je osvojil 3 točke evropskega prvenstva. Nisem imel dober start. V prvi tekmi sem startal 32. in sem se prebil na 20. mesto, ampak sem potem padel. Tukaj so pa že vozniki, ki pa jih ima pod okriljem, ki jih imajo pod okriljem pa že ekipe. In tukaj bo težko. To se treba zavedati. Preostali 3 slovenski vozniki so se uvrstili pri repu skupne razpredelnice in točk žal niso osvojili. Konkurenca je zelo dobra, boljša od mene in se bom še mogel pripraviti. V kategoriji motorjev s prostornino do 65 kubičnih centimetrov je med 27-terico prijavljenih tekmovalo tudi 6 mladih slovenskih upov motokrosa z licencami AMZS. Tim Repnik, Matic Maček, Svit Vižintin, Anže Dobrotinšek, Matic Žibek in Oto Petrovčič so ob bučni podpori gledalcev ob progi skušali iz sebe in motorja iztisniti čim več za čim boljši rezultat. Najbolj se je izkazal Vižintin, ki je po 2 vožnjah zasedel skupno 5. mesto. Eno nižje pa je pripadlo Repniku. Konkurenca je bila zelo močna. Sem mislil, da bo kar težko, tako je bilo. In sem zadovoljen s tem vikendom. Zmage se je veselil hrvaški voznik Roko Ivandić. Na mestih 2 in 3 pa sta stala Francoza Timotej Sez in Mathis Agulo. It was really great to see the technical skills for the riders, so I'm really pleased. Preostala 4 Slovencev je ostala v ozadju. Naslednja preizkušnja za mlade motokrosiste bo že v nedeljo v Zaboku na Hrvaškem. Hitrost je vrlina, ki jo imajo pogumni dirkači na motociklih brez zavor na pretek. Prelepa simfonija 250 kubičnih motorjev je zaigrala na stadionu Matije Gubca, ki je gostil prvo dirko državnega prvenstva Slovenije v Speedwayu. V Krškem so se zbrali najboljši vozniki v kategoriji mladincev in prikazali atraktivne vožnje. V izenačeni mednarodni konkurenci ni manjkalo zanimivih obračunov, v katerih so imeli glavno vlogo tudi slovenski dirkači. Sven Cerjak, Tilen Bračko in Gregor Zorko so se predstavili v lepi luči, številno občinstvo pa navdušili z brezkompromisnim drsenjem po progi. Od omenjene trojice je najboljši izkupiček iztržil Cerjak, ki je končal na skupno 3. mestu, čeprav se je po padcu skoraj že obrisal pod nosom za dobrimi rezultati. Na začetku je kazal dober, bil sem nepremagan do predzadnje vožnje, takrat pa sem padel. Padec je bil kar dost hud, na ovinku me je dvignal zaradi kanala, direkt blazine. Sem 99%, da ne bom več prišel na stopničke, da sem izgubil šanse, zato sem tudi zdaj bolj vesel, da mi je ratal. Cerjak ima letos visoke leteče cilje, predvsem v mednarodni konkurenci, kjer želi nadgraditi odlične lanske rezultate. Pričakovanja imam 1 stopničko višji kot lani. Najbolj si želim na svetovnem prvenstvu prijeti prvo finale, pol na stopničke, to mi je želja, ali na svetovnem, ali na evropskem. Med najboljšo osmerico sta končala tudi Bračko in Zorko, slednji je tudi občutil trdoto tal Krškega ovala. Na štartu mi je vtrgalo en šrauf od kupljenja, pa mi je poli motor vlekel, pa nisem mogel dobro štartati. Sem iz štarta zaspal, pa smo bili pa dosti skupaj. Me je pa eden zadnjo gumo ruknil v prvi konc, pa sem pač padel.
Mesto boljši je bil Bračko, ki pa se na začetku sezone še ni najbolje ujel s svojim 250-kubičnim delovnim strojem. Zadovoljen sem z mojim rezultatom, sem bil 7. in imam plan, da čim bolje na državnem prvenstvu in pol še na Grand Prixu in evropskem. Krški Speedway stadion je magnet tudi za številne tuje mladeniče. Svoj razkošen talent so prikazali številni poljski, češki, madžarski in ameriški vozniki. Zmaga pa je odšla v britanske roke. Čeprav je bil William Cairns daleč od domovine, pa se v Krškem počuti kot doma. Krško is one of my favorite tracks. Definitely one of my favorite tracks. Been coming here quite a lot. Done a few meetings here and done some practices days. So it's all paying off. Mladince v 250-kubičnem razredu čaka nekaj premora, naslednja dirka v Krškem pa bo 4. maja, ko bodo na sporedu kvalifikacije za Evropsko prvenstvo posameznikov. Slovenska speedway reprezentanca pod vodstvom selektorja Gregorja Arenška je v Pardubicah na Češkem tekmovala v polfinalu ekipnega evropskega prvenstva. Z licencami AMZS so slovenske barve zastopali Anže Grmek, Matic Ivačič in Luka Omrzel. Ivačič je vknjižil 10 točk, Grmek pa 5, kar je Slovenijo uvrstilo na končno 4. mesto za Dansko, Češko in Norveško. Pomlad je prišla v mesto in z njo dirkaška karavana mini cestno-hitrostnega motociklizma. Vozniki, ki se neustrašno mečejo v vinke in privijajo ročico za plin, so se zbrali v Vrtojbi, ki velja za tradicionalno prizorišče uvodne preizkušnje državnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu. Visoke temperature, živo srebro se je na karting stezi društva Gas Vrtojba dvignilo do poletnih 25 stopinj Celzija, so poskrbele za prijetno dirkanje, vozniki pa so s hrabrimi vožnjami na najboljši način otvorili sezono 2024. Kot se spodobi, so dirkaško akcijo začeli dirkači v najšibkejšem razredu Mini Moto 10. Drzna prehitevanja, lovljenje hitrejših in neustrašno zavijanje so bile le del repertoarja mladega roda slovenskih dirkačev, med katerimi sta tokrat izstopala David Štilec in Liam Ostrožnik. Oba trdno odločena, da zmago odneseta domov, na koncu pa je po 20 minutah dirkanja in 4 dodatnih krogih z otroško penino Štilca in Žana Rozmana polil zmagovalec lanske dirke v Vrtojbi Liam Ostrožnik. Lepa nedelja in obakrat sem slabo štartil in sem dal vse od sebe. V prvi dirki mi je zmanjkalo časa za Davida Štilca, v drugi pa ne glede na vse, kdo je bil pred mano, ampak sem dal vse od sebe in na koncu bil prvi. Kategorijo višje Mini Moto 14 ostaja v domeni Tima Komela, prvaka sezone 2023. Novogoričan je vnovič v formi, z natančno in hitro vožnjo pa je deklasiral konkurenco. V širokem izboru talentiranih dirkačev je niz nesrečnih dirk prekinil Johan Pintar, ki je bil drugi. Tretji pa do zdaj slovenskemu dirkanju nepoznani David Ivanušič. Danes sem bil celotno dirko bolj lahko, ni bilo nekaj dosti konkurence, tako da sem imel lahko dirko. Bi bilo bolj dobro, da če bi bilo več konkurence, tudi če sem bil dosti v vodstvu, sem imel tudi probleme neki z gumo, mi je dosti vibrirala. Družina Komel je predana dirkanju, zato ni presenečenje, da je Timov starejši brat Taj novo sezono začel tam, kjer je končal staro. Prvak razreda Mini Moto Open se je že v vodu utresel konkurence in suvereno dvignil pokal zmagovalca. Njegove vožnje so bile brez napak in občutno hitrejše od Luke Lenka in Matjaža Marolta. Letos, ko sem začel, probam tudi končati, znao in
Ja, celotna sezona bo dolga, pa bo tudi težka in bomo videli. Na zmagovalnem odru sta sicer zaradi različnih okoliščin osamljeno skupno zmago proslavljala Silvano Mladovan v kategoriji skuter in Urh Kovačič v mini GP10. Čeprav v svoji tekmovalni skupini tokrat nista imela konkurence, pa sta na stezi pustila srce. Jaz sem zadovoljen, sicer zaradi bolezni ni bilo konkurence, ampak pričakovanja bojo še naprej velika, tekmo imam dober, občutek imam dober na motorju. Veliko več voznikov in dirkaške akcije je bilo v razredu mini GP12. Tristan Rupeli je imel še z lanske sezone neporavnane račune z Tijanom Krševanom, s katerim sta vnovič uprizorila neverjeten dirkaški dvoboj. Toda divje privijanje ročice za plin se je prvi vožnji končalo spektakularnim padcem in za oba solzami žalosti. Tekmeci so nadaljevali in po novem padcu Tijana Krševana v drugi vožnji se je na koncu najlepše smejalo Nejcu Petriču, ki je bil tudi najbolj dosleden dirkač dneva. Vesel sem, ampak nisem pa zdaj res srečen, ker vem, da sem imel dosti sreče in da tako naprej ne bom zmagoval še bo tako. Mladi slovenski dirkači, ki imajo bilico dirkaškega talenta, so vnovič dokazali, da ima dirkanje v Sloveniji lepo prihodnost. Dirkanje z zmogljivimi motorji v kategoriji Supermoto je v tem tekmovalnem letu dobilo nov veter v jadra. Po lanski fantastični sezoni, po kateri so se poslovili nekateri hitri dirkači, je bilo letos na štartu še več dirkačev, ki so bili željni adrenalina in dokazovanja. Kar 22 Supermoto zanesenjakov je bilo na prvem prizorišču, zaradi česar je bila gneča na progi nepopisna. Toda za gledalce in dirkače to ni bilo slabo, saj ni manjkalo drznih prehitevanj in razborljive dirkaške akcije. Za njo sta najbolj poskrbela Andraž Osenk Drčar in povratnik na dirkaški asfalt Luka Pleško. Neprestana prehitevanja, drsenje v vinek in vožnja na meji padca so gledalce v progi držali na konicah prstov. Na koncu je skupna zmaga po dramatičnem zadnjem krogu šla v roke Pleška. 30 let sem zdržal, evo me nazaj, kaj ne rečem. Presenečen sem pa navdušen nad številom udeležencev. 22 se bo danes na štartu, to je super številka. Strast dosekanja ovinkov pri Plešku, ki je pred leti tekmoval tudi v evropski konkurenci, nikoli ni izvenela. Tekmeci po meri pa so navdih za nove izzive v državnem prvenstvu. Jaz malo, ko sem dirkal evropsko, se pravi, vedno je za dirkači in za gledalce veliko bolj razbudljivo, če gužva, če je dogajanje na pisti, kot da se jih 6-7 postav, pa grejo en za drugim po progi. Skozi je bil del, ni bilo v bistvu tudi trenutka počivanja in super dirka, skozi pa treba delati in evo, na koncu je rezultat tukaj. Poln dirkaški pedok je lep obet za sezono 2024 in predvsem vzor tistim, ki jih srbi, da bi se v prihodnosti usedli na motor ter tako potešili svojo tekmovalno žilico. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 €. Več na amzs.si. 13. aprila bo v Kočevju na sporedu prva preizkušnja sezone državnega prvenstva v trialu.